Dobro jutro, drage dame, spoštovani gospodje, dobrodošli še v enem petkovem jutru. Danes bo nekako osrednja tema zdravje in vitalnost. Zelo sem navdušena, ker sta se pridružili gosti, ki prihajata iz društva Šola zdravje, ki boste seveda več povedali, kako poskrbeti zase oziroma kako poskrbeti, da ohranimo svoje zdravje. Tako da jaz lepo dobrodošlico in dobro jutro v studiu v petkovem jutru. Najprej izrekam Zdenki, dobro jutro. Dobro jutro, hvala za povabilo. In Mojci. Mojca, dobro jutro. Dobro jutro. Zdenka, pa mogoče pričneva pogovor z vami. Ste predsednica društva Šola zdravja, je tako? Tako je. Iz katerega območja prihajate? Jaz prihajam iz Metlike oziroma skupina. V Šoli zdravja imamo skupina Podzemelj, tako da tudi sedež bo sedaj po novem v Metliki, skrbimo pa v bistvu za celo Slovenijo. Kaj je bila glavna motivacija za ustanovitev društva Šola zdravje? Ja, začetki društva segajo že nazaj v leto tam nekje 2006. Idejni vodja je pa dr. Grišin, Nikolaj Grišin, manualni terapevt, zdravnik. In kaj je motivacija? V bistvu življenjski slog, ki je v dan danes precej nezdrav. In dr. Grišin je opažal, da ljudje se ne gibljajo, da se nezdravo prehranjujejo, da so zasedeni, da jih privlačijo preveč televizija, telefoni. In je v bistvu zato, da bi se ljudje boljše počutili, prepoznaval v temu, da spremenijo svoj življenjski slog. In zato je začel vabiti ljudi ven na teren in seveda v gibanje. In s tem, ko mi gibljemo, se tudi dobro počutimo, ne samo fizično, pač pa tudi psihično. Poskrbimo za svoje duševno zdravje. Torej, kaj bi dejali, da je glavna vizija kluba? Širiti gibanje in širiti druženje in predvsem skrbeti sam zase. Ker se mi zdi, da v tem času, v bistvu tudi moja opažanja so takšna, da ljudje premalo poskrbimo sami zase. Znamo jamrati, znamo iskati krivce za svoje zdravje, za svoje počutje, premalokrat pa se obrnemo vase, se opazujemo in začnemo skrbeti na ta način, da skrbimo za zdravje, na ta način, da se gibljemo, da se zdravo prehranjujemo, da dovolj spimo, da dovolj pijemo in s tem že velikokrat veliko naredimo in se mogoče izognemo kakšnemu specialistu ali pa prepogostemu obisku zdravnika. Mojca, po celi Sloveniji ste prepoznani po barvi majčka, ne? Vsako jutro o 7:30 aktivnost nekje zunaj na igrišču, je tako? V oranžnih barvah, tako. Se pravi, zato si tudi sami rečejo, da so oranževci oziroma več imen imajo, je pa to prepoznavno res zdaj po 15 letih obstoja društva. Ustanovljeno je bilo leta 2009 uradno, se pravi v oranžni barvi. Zelo so ponosni naši člani, je pa res, da se naši člani starajo in zdaj smo tukaj aktivnost prevzeli, da mladi upokojenci začnejo vadbo, ki so preveč zasedeni in da grejo ven, vadijo, odtelovadijo 30 minut vsak dan in potem je dan daljši in lepši. In bolj zdrav. Bolj polni energije in bolj pozitivni. Ampak članstvo v klubu ni namenjeno samo zrelejši populaciji. Vabljeni in dobrodošli so vsi, je tako? Vsa vadba je sestavljena tako, da se lahko res pridruži vsakdo, ne glede na leta. In mi radi poudarjamo, da ko vadimo, tako je pri vseh vadbah, vadiš po svojih zmožnostih, toliko, kolikor ti telo dovoljuje, toliko, kolikor tvoje zdravje omogoča. Zato je vadba 1000 gibov narejena tako, da jo lahko res vsakdo opravlja, vsakdo vadi in so vabljeni v bistvu vsi, ne glede na starost. Mogoče nam tudi zaupate nekaj iz programa, iz dogodkov, ki jih imate znotraj društva Šola zdravja. Ja, naši člani in naše društvo je zelo, zelo aktivno. Poleg tega, da imamo vsako jutro vadbo od 7:30 do 8, so naši člani potem tudi še zelo aktivni tudi na lokalnem nivoju. Na medgeneracijskih druženjih se povezujejo z različnimi društvi, z vrtci vodijo vadbe,
na lokalnem nivoju se udeležujejo v bistvu vseh dogodkov, centri za krepitev zdravja, tako da smo zelo, zelo aktivni. Če pa pogledamo samo društvo, pa mi poleg 1000 gibov imamo še en projekt. Namreč v našem društvu podpira tudi Ministrstvo za zdravje in eden od teh projektov je 1000 gibov, to je ta jutranja vadba. Drugi projekt je pa Dihamo z naravo, se pa izvaja popoldne, ravno zato, da lahko vključimo in povabimo tudi tiste, ki so dopoldne aktivni. Se pravi, tudi vas ali mlajše ali starejše, ni vezano na starost, res skrbimo za svoje zdravje in želimo ljudem povedati, naj vzamejo skrb za svoje zdravje v svoje roke. Nagovarjamo in psihično in fizično raven. Kaj, če bi mi sedaj pokazali nekaj takega, da tudi malo aktiviramo naše gledalke in gledalce pred ekrani? Kaj bomo naredili, Zdenka? No, stopimo v širino naših kolkov, dlani, dlan na dlan, stisnemo dlani, razširimo malo tukaj gor in bomo gor potegnili roke proti stropu z vdihom in z izdihom potisneš navzdol, da se raztegnejo v zapestjih. Vdih gor, lahko tudi pogledaš gor, raztegneš komolce, izdih, spusti dol, dlan na dlan. Gremo še gor, vdih in dol, izdih. Še zadnjikrat, vdih gor in dlan na dlan, stiskaj, pritisni dlan na dlan z izdihom. Odlično. Zdaj pa postavimo roke v bok, poravnamo hrbtenico, v sredini naredimo vdih, z izdihom pogledaš skozi svojo ramo na peto. In sredina vdih in druga rama, izdih, raztegneš lepo vrat. In greš sredina vdih in druga stran, izdih. Ja, opazuj, kako se danes počutiš, kaj v tvojem vratu se dogaja. Poskušaš pogledati svoje pete, če ne, pa vsaj sosedove, ki so zraven tvojih. Izdih. In še zadnjikrat vdih in izdih. Odlično. A lahko nadaljujemo ali ne, se bomo usedli. Zdaj mislim, da smo aktivirali kar nekaj naših gledalk in gledalcev, oziroma predvidevam, da smo tudi navdušili, ker vaje niso zahtevne. Ne, vaje so enostavne, pravimo, da je 1000 gibov, 51 vaj, mi razgibamo od prstov na rokah, glave navzdol, vrat, trup, noge, celo telo razgibamo zjutraj, naše mišice, tkiva, fascijo in potem smo cel dan pripravljeni za to, da nam je dobro in da se počutimo zdravo. Ali tudi vedvi opravljata telovadbo o 7:30 zjutraj vsak dan? Ali se tu pa tam pridružita? Tu pa tam, žal nam delovne obveznosti ne dovoljujejo, bi pa z veseljem in smo včasih tudi malo nevošljive našim članom, da jim je to dano, da lahko vsak dan potelovadijo. Si pa želimo, ne? Ja, da bi nam bilo. Kjer je želja, je pa tudi pot, a ne? Vemo, da nekako gibanje vpliva pozitivno na več vidikov našega telesa, psihično, fizično. Se vidi, da so potem ljudje, ki redno opravljajo te vadbe, mogoče nekoliko bolj srečni, veseli. Veseli, srečni in bolj zdravi, zadovoljni sami sabo in v družbi. Njim res pomeni to druženje veliko več, vsaj naše ankete tako kažejo. Drugače pa v prvi vrsti je tista vaja, 1000 gibov, tista osnovna zadeva, s katero se je naša organizacija ustanovila in deluje, to je temelj. Potem so pa vse druge aktivnosti, ki se pa z leti, jih je vse več. Kaj pa članstvo? Prej ste omenili 5000? 5200 članov v 250 skupinah v 93 občinah. Naša želja pa je, da še več prebivalstva aktiviramo, da jih povabimo, da postanejo aktivni in skrbijo za svoje zdravje. Torej, kako se lahko mi zdaj, jaz in seveda ekipa, fantje tukaj v studiu, naši fantje v režiji, kako pristopimo zraven, da bomo tudi mi vsako jutro ob 7:30 izvajali telovadbo? Najprej se pozanimate ali na spletni strani, ali v naši pisarni, prek telefona, maila, kje je vaša najbližja skupina telovadi. In tako se lahko priključite k skupini in tam vas vodja skupine. Vsaka skupina ima svoje vodjo. Vsaka skupina ima več prostovoljcev, ki so usposobljen kader za izvajanje in
delovanje te vadbe, da jo prikazujejo vsak dan. Se pravi, on vas potem na poti, najprej vas bojo toplo sprejeli, vi boste vsak dan prihajali na telovadbo, potem vas bojo pa povabili, da pridete v članstvo v našo družbo in imate potem še ostale aktivnosti in bonuse in vse, kar se dogaja v društvu. Kaj je več moških, ženskih? Ja, več je žensk. Torej, vabljenje je tudi moška populacija. Zelo vabimo moške, ker ko so zraven, je čist druga energija. Pravijo, da ni preveč dobro, da je preveč žensk na kupu. Tako da si zelo želimo moške družbe in da tudi oni v bistvu prepoznajo dobrobit vadbe, vsakodnevne vadbe in da mogoče včasih so tako, ne, to pa ni za nas. Tudi za moške, tako da lepo vabljeni. Ampak prej ste omenili, delate ankete, raziskave. Ne vem, glede na to, da je toliko let društvo Šola zdravja že v Sloveniji prisotno, se opažajo kakšne razlike ljudi, ki redno obiskujejo vaše vadbe? Imate kakšne podatke? Imamo podatke iz anket in celo podatke od Centrov za krepitev zdravja po Sloveniji. Recimo naša populacija, te, ki redno telovadijo v našem društvu že več let, imajo zelo boljše rezultate na testiranjih v Centrih za krepitev zdravja. Z njimi lepo sodelujemo, prihajajo tudi na teren, tako da to nam je tak pokazatelj, da naši ne potrebujejo toliko zdravnika. To je zelo dober podatek. Torej se stanje izboljšuje. Se izboljšuje, pa tudi mi si želimo, da bi nas tudi na nivoju države, saj nas že podpirajo, da bi nas še bolj prepoznali. Zdaj sodelujemo zelo intenzivno z v bistvu NIJZ in NIJZ ima krovna organizacija Centrov za krepitev zdravja in želimo si, saj to je mogoče tako slišati, ampak včasih ljudje rabimo kar napotenco ali pa recept, da nekam gremo. In če se malo pošalimo, včasih bi rabili ljudje tudi nek recept, da pridejo ven, ker naše vadbe so vse zunaj, na zunanjih površinah, v naravi in to je taka dobrobit za vsakega posameznika. Upam, da ne bomo res prišli v to fazo, da bo moral zdravnik napisati recept, da bomo ljudje šli ven in zapustili svoje stanovanja. Da bo torej on ukazal, da se sprehodimo po telovadimo. Črnogledo se sliši, ampak glede na trend, da ljudje premalo smo zunaj, premalo smo na zelenih površinah, premalo smo pod milim nebom, premalo se družimo in dejansko, če bi to naredili, mogoče že kar veliko težav odpade in tudi slabega počutja in nekih tegob, ki se z leti se nabirajo. Ne moremo reči, da ne, vsakomur, ne, tudi tisti, ki smo aktivni, ampak če je to le skrb in vsakodnevno gibanje in druženje, ker pri nas je zelo, zelo velik doprinos, je ta socialna mreža, ki jo mi ustvarjamo v skupinah. Naše članstvo je povezano med sabo, skrbijo drug za drugega. Če nekoga ni, zakaj ga ni, se pravi, da res vabljeni vsi, osamljeni, tisti, ki tudi drugače mogoče si niso uspeli še v življenju ustvariti socialne mreže, pri nas so vsi dobrodošli. Torej tudi ta emocionalni vidik, da sočutje do sočloveka, da se nekdo pozanima, kaj ti je, če te ni. Kar je zelo lepa gesta. Drugače, kaj pa financiranje kluba Mojca? Verjamem, da vemo, vse je povezano z financami. Kako je pri vas na tem področju? Tako je. V lanskem letu smo za Zdenko prevzele vodenje kompletne organizacije. Smo imeli kar turbulentno leto glede financ in glede menjave in selitve sedeža društva, ampak smo zelo dobro preteklo leto predelali, v letošnjem letu kaže še boljše. Glavni financeri, ki nas podpirajo že leta, je Ministrstvo za zdravje. Kot je povedala Zdenka, imamo dva projekta, se pravi ta jutranja vadba 1000 gibov in Dihamo z naravo, popoldanska vadba, ki je enkrat tedensko v poletnih oziroma jesenskih pa spomladanskih dnevih, 2 meseca v poletju je pa premor, ker je pač prevroče. Se pravi, potem imamo financerje, ki nas podpirajo, je FIHO, tudi SPIS, ker naša populacija, pač povprečna starost je 72 let in so to upokojenci.
velika večina, ne, nad 90% je upokojencev. Žal delamo na tem, da bo populacija se tudi drugačna. Se pravi, Fundacija za šport, Športna unija Slovenije, imamo potem pa še lokalne, mestne občine in občine na lokalnih nivojih. Mi smo prisotni zdaj v več kot 90 občinah. Zaenkrat nas 30 občin podpira po Sloveniji, te, ki so naklonjeni za tretje življenjsko obdobje. Želimo si, no, da bi tega bilo več, ampak se mi zdi, da se ta trend zdaj, ker se tudi starost v državi zviša, da prihaja v to, da bo pomoči iz te strani še več. Kako sploh navdušiti mlajšo populacijo, da pride in da se podruži na takšen način? Ja, to je najbrž včasih, kako rečejo, vprašanje za $1 milijon, ne? Mislim, predvsem najpomembnejši so vsak naš član je ambasador. Se pravi, od njih, naših članov, potem ponavadi gre aktivacija druge skupine, da uspe nagovoriti v nekem okolju nekoga, ki je pač mogoče ima tudi že sam širšo socialno mrežo in da potem največkrat na osebnem nivoju, se pravi, osebni stik je najpomembnejši. Vse nekateri nas vidijo na televiziji pa v revijah, ampak ko od nekoga slišiš, lej, to je pa res dobro. A veš, da mi je šola zdravja osmislila življenje? Ker marsikdo reče, zjutraj, ko to naredim, potem imam v bistvu dan narejen. Se pravi, ta osebni stik je najpomembnejši. Kaj pa lokalna skupnost? Kako podpira lokalna skupnost, recimo pri vas? Lokalna skupnost, zelo lepo delujemo vsi deležniki skupaj, se pravi razni festivali, ali so to občina praznuje ali kaj drugega, se pravi na lokalni skupnosti se priključujemo tudi tem festivalom duševnega zdravja, teden mobilnosti, dan prostovoljstva v večjih krajih, ne, se to tukaj lokalna skupnost sodeluje, potem povabijo se vrtci, šole, kjer vedno, skoraj vedno na vseh organizacijah se začnejo z jutranjo telovadbo oziroma z šolo zdravja. In smo zelo prepoznavni s tem, ker nas vedno vsi povabijo v sodelovanje. In s tem se mi promoviramo in delujemo in širimo in kvaliteto življenja. Življenjem tudi naprej. Tako. Vemo, da veliko ljudi ima, na žalost, določene fizične ovire. Kaj bi dejali njim? Vsak lahko naredi vsaj nekaj. Tudi če imam težave v križu, ne vem, včasih te tudi ščipne malo v križu, pa boš neko vajo naredil po svojih zmožnostih, tako kot jo tista dan zmoreš. Vaje so zelo, bom rekla, enostavne, take, ki v bistvu jih delamo vsak dan v svojem vsakdanjiku. Tukaj so pač samo skoncentrirane in malo poglobljene, tako da glede na to, da smo živi, naredimo tisto, kar lahko po svojih zmožnostih. Torej so vabljeni tudi ljudje, ki pravijo, da niso zmožni. Tako, predvsem tisti mogoče, ki pravijo, da ne zmorejo, ker ko prideš ti na neko lokacijo, ali sam, ali te nekdo pripelje, nekateri s pomočjo palic in mogoče rabi neko oporo in prav gotovo bo tam neka opora, se pravi, zmoremo, samo treba iti in si prilagajamo svojim zmožnostim. Pa je prostorsko dostopno? Gledate, da je prostor dostopen tudi s takim osebam? Običajno ko se skupina nekje formira, je to prostor na javnih površinah, ki je običajno vsem dostopen. Ja, tako da ni, se pač prilagodimo. Ne? Kaj pa same osebe, ki vodijo to vadbo? Jih posebej poiščete? Kako je z njimi? To so naši prostovoljci. Vsi vaditelji so naši prostovoljci in so tisti pač, ki, kako bom rekla, lahko rečem tudi, da si upajo in da imajo željo pomagati drugim. Ker brez te želje pomagati drugim ne moreš biti prostovoljec v društvu Šola zdravja. Vsi naši vaditelji imajo to empatijo do drugih ljudi, predvsem da razumejo ljudi, da znajo predstaviti vaje, ker treba vedeti, da vsi vaditelji so strokovno usposobljeni. Usposobi jih strokovni kader, imamo priročnike, imamo vaje, ki so natančno predpisane, razložene, sledimo temu priročniku in naši vaditelji so tisti, ki to z dušo in srcem delajo in se jim tudi na tem mestu iskreno zahvaljujem, da so
da dajo toliko svojemu okolju, ker brez tega, da čutiš v srcu, to ne gre. Ne gre, ne, moraš delati s srcem. Ja. Srce ti je dano. Recimo ta prostovoljec, ko smo prej govorili o lokalni skupnosti, ne? Največ naredi ta vodja, posameznik v lokalni skupnosti. Ne? Mojca, mogoče na tem mestu lahko zaupate tudi, s kakšnimi izzivi se mogoče soočate društvo. So kakšni izzivi v tem trenutku? Ja, imamo željo po širitvi določenih aktivnosti, se pravi, ampak to gre počasi, pri starejši populaciji ne tako sprejemajo. Zdaj dodajamo recimo tem osnovam vaje za moč, kar je pri teh starejših potrebno zaradi mišične mase, in te vaje za moč so že en dodatek. Zdaj smo da bomo priredili nov priročnik za vaje za moč, ker mi potem se usposobimo, se pravi, naš strokovni kader usposablja naše prostovoljce, da lahko vodijo. Ne? Ker tudi sam vodja, če ni usposobljen, ne more voditi naprej. Ne? Se pravi, to je naš zdaj največji izziv, dodajati. Bi jaz tukaj dodala pri izzivih, ne? Zdaj Mojca je malo to zdaj zapakirala. Ne? Jaz bi pa želela v bistvu, da bi nas prepoznali. Mi imamo veliko članstva in mi imamo dober sistem in si želimo, da nas bi prepoznali tudi še bolj na državnem nivoju, ker ne rabimo si izmišljati ne vem kakšnih novih stvari, če imamo organizacijo, ki ima vpeljan sistem v dobrobit našega prebivalstva in želimo si postati v bistvu podaljšana roka zdravstva. Okay. Kar pomeni ne samo, da imamo mi iz tega obveznosti, radi bi tudi, da nam pomagajo pri sofinanciranju, da bi mi potem lahko res naše člane podpirali še boljše in še iz večjih vidikov. Mogoče v letošnjem letu pripravljate kakšne večje dogodke, še razen tega, da se vsako jutro po telovadji? Eden večjih dogodkov smo že imeli v marcu mesecu v Hali Tivoli. Tam se je zbralo 1000 naših članov, tako da zdaj pa bomo šli na bolj regijske nivoje. Se pravi, po celi Sloveniji skoraj vsak dan nekdo praznuje. Ne? Recimo nekaj dni nazaj je praznovala podružnica Portugal oziroma skupina Portugal s podružnico Novo mesto 10. obletnico, tako da praznovanja so skozi, potem pa na lokalnih nivojih podružnice, ker nas je preveč, mi ne moremo organizirati za 5000 ljudi v Sloveniji dogodka. Bi pa vseeno rada tukaj dodala v septembru, 2. septembra, lansko leto smo imeli pa v Vinici vse slovensko srečanje in se je zbralo 1700 naših članov. To je bila Vinica ob Kolpi, zelena Vinica obarvana v oranžno, izjemna energija po teh časih, ki so nam bili, da so ljudje bili preveč zaprti, in je bilo to eno tako druženje, ki ti daje spet ponovno to, bi rekla, moč, pa tudi ta uvid v skupnost, pripadnost, ker mi to rabimo, ker ljudje ta občutek, da se mi oblečemo v oranžno majico, vedno nekoga srečaš, ki je tudi naš član, in med sabo se povezujemo, širimo socialno mrežo in naša skupnost je res tista, v kateri se lahko vsak počuti dobro. Torej, kaj si želite v prihodnosti, da nastane iz Društva Šola zdravje? Mi si želimo, da bi ljudje se nam pridružili, zelo enostavno, da bi se širili v tem smislu, da širimo idejo zdravja, idejo dobrega počutja, združevanja, skupnosti, pripadnosti, in mislim, da v teh časih, ko pravimo, da je depresija, osamljenost, strahovi, bolezni takšne in drugačne, zapiranja v stanovanja, si mi želimo ravno nasprotno, da grejo ljudje ven, da se oblečejo oranžno majčko, se nam pridružijo, skupaj povadimo zjutraj tiste pol ure ali 1 urco in potem se še malo podružimo, si povemo kakšne lepe stvari in življenje bo lepše, enostavnejše in ima nek smisel. To si mi želimo. Mojca, vaša želja? Tudi, recimo, temelji so zelo dobro že postavljeni v 15 letih in se mi zdi, da če to obdržimo, pa samo za aktivnosti dograjujemo in da se novi člani, ko grejo recimo v pokoj, začnejo aktivno malo s telovadbo za svoje zdravje, priključijo, smo zmagali. Pa jaz bi tukaj dodala še naš slogan,
Vsak trenutek je lahko nov začetek, ker je Mojca zelo lepo povedala, ne glede na to, koliko smo stari, lahko se pridružimo, lahko začnemo, morda na začetku bolj postopoma, potem pa postaja telo prožno, močnejše in mi se počutimo bolje. Tako. In naj s to mislijo danes zaključimo naš pogovor. Mi smo seveda pričeli aktivno v studiu, upam, da tudi fantje za kamerami, bomo potem pogledali na posnetkih. Tako da jaz vama želim, da se izpolnijo vsi cilji in želje in verjamem, da se vidimo, ko bo številka še mnogo večja v članstvu. Tako da hvala vama za današnji obisk petkovega jutra. Hvala za povabilo in vabim, da se nam pridružite čim večkrat. Bomo vsak petek potelovadili na začetku. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, mi pa gremo na kratek glasbeni premor. Drage dame, spoštovani gospodje, smo nazaj v petkovem jutru. Navdušena, ker je z nami gostja, ki bo nekako delila svoje poglede na življenje, na svoje izkušnje. Je zelo aktivna podjetnica, prisotna na ogromnih projektih in seveda zelo zanimivo vsebino tudi v turistični smeri. Tako da vabljeni, da ostanete v najini družbi, ne pozabite na skodelico čaja ali skodelico kave ali pa seveda samo kozarec vode. Tako da jaz lepo dobrodošlico in dobro jutro izreka Marjanci. Ja, dober dan, dobro jutro vsem, ki ste zdajle z nami in res hvala za povabilo v studio. Marjanca, omenila sem, da imate tako izjemno življenjsko pot, veliko projektov, veliko izkušenj, ampak za začetek, zakaj ste se odločili, da se lotite podjetniške poti? Kaj vas je navdihnilo? Pa pravzaprav bi prej rekla prisililo na nek način. Dobro. Jaz sem po poklicu vzgojiteljica, študirala sem pedagogiko in se poročila na Korčulo. Ljubezen pač me je odpeljala in tam sem delala samo 1 leto v vrtcu na zamenjavi porodniške. Potem pa sem zajadrala v turizem. V turizmu pa tako, da delaš vse sobote, vse nedelje, dopoldne, popoldne. Moj mož je bil mornar in jaz nisem imela vrtca, nisem imela varstva in zato sem se odločila za privatno pot. Nažalost, ravno leto pred vojno, tako da je potem ta pot bila kar kar fajn, težka, ampak po drugi strani pa sem pridobila zelo, zelo veliko izkušenj, ki so mi kasneje koristile. Kako je biti poročen z mornarjem iz prve roke? Zanimivo. Zelo veliko sem bila sama, vendar moram povedati, da so me na Korčuli zelo lepo sprejeli. So mi pomagali, so mi šli nasproti, tako da sem, ko sem gradila hišo, karkoli delala, so ponovadi rekli, ko so me videli za mešalcem ali pa, da kaj zidam, gradim, ker to sem se veliko sama tu delala, so rekli, došla jedna luda Slovenka. Ampak so mi pa zelo pomagali in je bilo lepo. Seveda potem si ves čas v pričakovanju, ko pride mož, je spet nekako drugače, veliko sva skupaj delala, no potem je vojna to prekinila, je bil mož ranjen, je ostal doma, tako da bi si včasih tudi želela, da gre še kaj na ladjo. Da gre nazaj na ladjo. Ampak vseeno, kako je živeti, če primerjate življenje na otoku in kopnu? Korčula je znana kot ena najbolj zelenih otokov, a ne? Ja, Korčula je zelo zelen otok, zelo velik otok, pravzaprav 6. največji in tudi pred vojno je bil edini otok, kjer je prebivalstvo naraščalo. Na Korčuli smo imeli in srednje šole, vso tisto infrastrukturo, ki je potrebna za neko življenje, od pošte, kataster, občina, sodišče, tako da nismo čutili te nekak zaprtosti in zelo dobro komunikacijo, dobro povezavo s kopnim, tako da življenje meni je bilo všeč, no? Na Dalmacija, sonce, morje, to je nekaj, kar mene je potegnilo, kjer sem bila rada. Žal, kot sem že omenila, je potem vojna naredila svoje. Jaz sem delala v turizmu, turizma 5 let ni bilo in smo se potem na srečo preselili v Slovenijo, tako da zdaj hodimo na Korčulo na dopust. Na dopust. Ampak izhaja iz te Korčule tudi ta velika ljubezen do turizma. Ste poznana kot zelo, zelo aktivna na tem področju, a ne v naši lokalni skupnosti? Zagotovo, tam sem zajadrala v turizem in mogoče, ker vem, kaj me boste naprej spraševali, ena zgodbica, kako sem prišla v Atlas. Atlas je bila takrat zelo močna firma in prideti v Atlas je bilo zelo težko. Jaz sem mu dala prošnjo, delala sem še v vrtcu, pa sem vedela, da bo konec.
In v ponedeljek pridem iz vrtca in poštar mi prinese sporočilo, pismo priporočeno, pridite v ponedeljek ob 10 na razgovor za delo v Atlasu. Ura je bila pa že 1 in jaz hiter tečem, ni bilo direktorja in grem popoldne k njemu domov. Še danes si ne predstavljam, kako sem se to odločila. Doma je bila njegova mama in rekla, stopite noter, mi je dala eno maro. Prav veste, ne vem, kje je moj sin, ampak njegova žena dela v banki. Jaz šibam v banko, rečem, iščem Tejo Šeparovič prav, jaz sem. Sem rekla, pravzaprav ne iščem vas, ampak vašega moža. In ona pogleda skozi okno in pravi, glej ga, tamle gre. In jaz skočim pred njega, dober dan, jaz sem ta pa ta, dala sem prošnjo, poštar mi je prinesel šele ob 1, če ne verjamete, imam potrdilo. Je rekel, dober je priti jutri ob 8. In pravi, da se je že takrat odločil, da bo sprejel mene. Če sem se toliko borila za delo, prav ta bo zagotovo delala. Tako da... In je bilo tako na koncu. In je bilo tako, kot sem rekla, krasno delo, samo delo deljen delovni čas, se pravi in zjutraj, in popoldne, vse sobote, vse nedelje. In je bil problem z hčerko, ker nisem imela tašče, mož je bil na ladji in potem sem se odločila zaradi tega, da grem na svojo pot pravzaprav. Kaj bi rekli, da je bil vaš največji izziv na tej poslovni poti? Pogledate za nazaj. Pa v bistvu, da sem prvo skočila, potem se učila plavati. Dejansko takrat ni bilo nekih podpornih elementov, niti nihče dajal support, učili smo se sproti. V bistvu sem bila med prvimi, ki sem nekako se podala na to podjetniško samostojno pot. In res je bilo treba sproti prilagajati, sproti učiti, sploh v teh zelo turbulentnih časih, ko je bilo še en kup drugih izzivov, tako da dejansko je bil izziv. Pa po drugi strani me je pa prav to vleklo, ker jaz imam zelo rada izzive, rada se učim, rada preizkušam nove stvari in nikoli mi ni potem dolg čas. Tako da, ja, izzivi se mi zdi, da me kar privlačijo. Da kar privlačijo vas in da jih potem seveda, da greste dobro skozi njih, ne? Ampak vseeno, mogoče obstaja kakšen trenutek, ki ste si ga pa zapomnili oziroma se ga radi spominjate skozi vašo podjetniško pot. Kakšna zgodba? Zgodb je tako zelo, zelo veliko. Mogoče tudi ena, ki smo jo z vašim kanalom, ko smo naredili prvi koncert Dalmatinskih klap. V bistvu mislim, da je bil to čisto prvi koncert tukaj v Novem mestu in ko je bila čist polna dvorana, sem stopila na oder in si mislila, Marjana, dobro, da si prišla v Slovenijo, ker sem šla čez eno težko obdobje in to je bil prvi tak večji rezultat, ko sem si dokazala zmorem in si dala nekako rajžo za naprej. In ta koncert je tudi televizija posnela, bila sem zelo ponosna, vesela, zelo veliko pridobila na samozavesti in zaupanju vase, ker se mi zdi, da na podjetniški poti to potrebuješ. Mogoče v Sloveniji prevečkrat, včasih so bili lastna hvala se podmizovala, ne? Tako da je bilo kar težko sam sebe pohvaliti, pridobiti na samozavesti. Jaz sem imela še tako vzgojo, tih bo, kaj boš ti, ne? In sem rabila potrditve. In zagotovo ta koncert, to je bil prvi večjih dogodkov, ki sem jih organizirala, je bilo nekaj, kjer sem dobila potrditev, zaupanje vase, dokaz, da delam nekaj dobro. In ja, to je bila ena taka večja stvar, ko sem je naredila, ko sem prišla v Slovenijo. Glede na to, da tudi sama hodim že kar nekaj let po podjetniški poti, se vedno sprašujem, kdo te bo pohvalil, če se ne boš sam? Je tako? Se bi strinjali s to trditvijo? Dejansko se mi zdi, tudi če mogoče skočiva že malo v turizem, da premalo znamo pohvaliti to, kar imamo. Preveč smo zaprti v to majhnost in se niti ne zavedamo, kako bogato deželo imamo, koliko naših kulturnih, naravnih znamenitosti. Mogoče en primer, ko sem enkrat imela ene goste iz Indonezije, dva poslovneža, ki sem ju peljala v Ljubljano, pa smo šli na Nebotičnik, pa na Ljubljanski grad, pa na odlično kosilo in sta bila tako zelo ljubezniva. Vse je bilo super, ampak nisem videla, da bi bila navdušena. Ne? In potem spala sta na otoku v gradu in ko smo se vračali, sem vprašala, a vaju lahko zapeljem čez Trško goro? In sta rekla ja. In pokličem, takrat je še Zidanica Kos delala, pokličem, prosim. So rekli, mi smo v Trgatvi. Sem rekla, prosim, samo dva gospoda, čist na kratko.
ko sta stopila na parkingu ven, ko sta tisti pogled, sta začela nebesa. Enostavno sta bila navdušena nad naravo, ko sta šla v klet, ko sta si sama natočila kozarec vina. Potem smo jo peljali še v vinograd, sta si sama otrgala grozd. Ona dva tega ne pozabita in za njiju so bila to nebesa. Nekaj, kar je za nas čisto samoumevno, se ne zavedamo, kakšno bogatstvo je to lahko za nekoga, ki pride k nam. In dejansko ozavestiti, kaj imamo in znati to pokazati s ponosom, z pohvalo, z veseljem. To je tisto, kar nam mogoče včasih manjka. In zelo velikokrat sem imela tudi kakšne študijske, kjer so prihajali študentje, ki so potem nekako delali na sejmih, promovirali in vedno sem jim rekla, ozavestite, kaj imamo in izhajajte iz tega, bodite ponosni in res smo lahko ponosni na to našo Slovenijo. In mislim, da je to v turizmu, da nekaj delaš z ljubeznijo, z veseljem, da si ponosen, s spoštovanjem, da je to tak dober temelj za delo. Občudujem vas, delate na res različnih projektih, ustvarjalka, otroške oddaje, voditeljica na radiju, projekti v turizmu, še ogromno drugih stvari. Od kje je navdih in motivacija za vse to vsak dan? Zelo veliko se izobražujem, veliko se učim, veliko raziskujem in iščem nove izzive. Mogoče smo spet pri izzivih. Nekako uživam, ko ustvarjam, ko kreiram nove zgodbe in to me veseli, me navdihuje, mi daje občutek koristnosti, ne vem. Uživam, ko vidim rezultate potem, ko se nekaj novega zgodi, ko to pride na dan, ko so ljudje s tem zadovoljni, to me res bogati in navdušuje. Veliko ljudi pravi, da je delo z ljudmi težavno. Kaj pa menite vi? Glede na to, da imate vsakodnevno stik z veliko ljudmi, Zelo veliko delam z ljudmi in mene to delo navdihuje. Izhajam vedno iz tega, da ljudje prihajajo z svojimi bolečinami, težavami, skrbmi in poskušam jih sprostiti, razveseliti, nekako jim dati fokus na dobro, na lepo, ker vedno, če iščemo, kaj bo narobe, tudi ko gremo na izlet, ko gremo na potovanje, ko vedno lahko imamo fokus in gledamo, tamle je malo umazano, tista posla je že stara, tam neki tisti natakar ni naredil najboljše. Lahko najdemo milijon napak, ampak lahko najdemo tudi milijon lepih stvari. In od nas je odvisno, na kaj bomo imeli fokus. In potem vedno poskušam razumeti ljudi. Mogoče skozi en primer. Enkrat še na Korčuli, ko sem še na Korčuli živela, so prihajale grupe Slovencev, sem jih pričakala in mi smo prvi večer imeli welcome drink, pa klapo, pa dalmatinsko večerjo. In seveda smo imeli večerjo točno ob 7 in počakali, da so se vsi zbrali, da smo podelili to pijačo, jim zaigrali. In ena gospa, pa kaj nas tukaj tako držite, pa jaz sem lačna, pa puste me, in je tečkala in tečkala, da oprostite na izrazu. In jaz, gospa, sam še majčkano počakajte, sej bo v redu, vem, da ste utrujeni, da ste lačni, sej bo. In potem seveda vse, welcome drink, glasba, večerja, drugi dan se je gospa opravičila. Jaz vem, ko si sploh ženske, predno gremo na dopust, moramo vse doma pospraviti, vse narediti, vse spokati, vse mora biti urejeno. Potem pridemo utrujene, nenaspane, lačne in takrat smo drugačni. In če to razumemo, sprejmemo to in sprejmemo tudi, da je kdo mogoče kdaj majčkano, siten ali nezadovoljen, nervozen. In če znamo razumeti ljudi, njihove izzive, potem to sprejmemo. In pomembno je, da ne jemljemo osebno. Jaz nič ne jemljem osebno, vem, da ni bilo to namenjeno meni kot Marjani, ampak enostavno osebi, ki je bila v tistem trenutku nasproti. Prebrala sem, da vas delo v turizmu, ne glede na vse, kar se dogaja, zelo izpopolnjuje. Zakaj? Kaj je ta strast do turizma? Turizem so
ali pa smo ljudje. Jaz to res dobesedno razumem in vedno poskušam narediti programe in potem tudi to odvoditi, zanimirati, tako da bodo ljudje zadovoljni. Prvi moraš vedeti, katere ljudi imaš nasproti, kaj je namen potovanja, ali je to druženje, zabava, ali je izobraževanje, ali je to team building, ali je to poslovni dogodek, ali je sindikalno, in se prilagoditi ljudem. Ker vedno je treba vedeti, zakaj so šli, kaj je tisti cilj, kaj si želijo in nekako jim to ponuditi. Ne imeti svoje slikice in potem se jeziti, če ni tako. Tako da, po drugi strani pa, ko vidiš, da so ljudje zadovoljni. Mene je enkrat ena gospa vprašala, ker ko sem prišla iz Korčule, res iz tiste dosti težke situacije, sem zelo veliko delala in v agenciji in vodila včasih mesece brez prostega dneva. In potem je ena gospa vprašala, odkot vam energija? Sem rekla, od vas. Ko vidiš, da so ljudje zadovoljni, da so veseli, da jim nekaj pomeni, meni kot da dobim energijo in mi da še več moči in še več elana za delo naprej. Dejansko je to dvosmerna ulica in mogoče je to bistvo komunikacije, da znaš poslušati, da znaš narediti in izmenjavati si in energijo in informacije, čustva, občutke, vse to pride v turizmu na plan. Marjanca, kaj bi dejali, da je ključno, da je podjetnik uspešen na svoji poti? Kaj so tiste ključne stvari, ki jih moraš imeti? Da greš od projekta do projekta in da pogumno stopaš po tej poti. Podjetniška pot je zanimiva, je pa tudi zelo zahtevna. Včasih kar prehitro stopimo na to podjetniško pot in se ne znajdemo, zato se mi zdi zelo pomembno najprej, da delamo nekaj, kar imamo radi. Da delamo res tisto, kar nas izpolnjuje, da delamo s strastjo, z srcem, ker se mi zdi, da je to tista osnova. Potem pa seveda je tukaj potrebno zelo veliko samozaupanja, stalnega izobraževanja, biti v sebi, v fokusu, pozoren. Ves čas se, ko si na podjetniški poti, se ves čas nekaj spreminja. Ni nekih stalnic, oziroma je prav sprememba mogoče tista edina stalnica, zato je zelo pomembno, da si pozoren, da si čuječ, da obvladaš vse segmente dela. Ne moreš zapustiti enega. Recimo, jaz imam zelo izzive s papirji, s financami, to bi naraj kar odrila, ampak mora se ali nekoga, ki mu zaupaš, dobiti, da ti svetuje, da ti pomaga, ali se pa potem zdisciplinirati in nekako tudi ta segment vzeti resno. Ko si podjetnik, sploh če si majhen podjetnik, samostojen podjetnik, moraš biti kot tavžent roža. In moraš imeti enakomerno porazdeljene naloge, neko časovne okvire, moraš biti dosleden, odgovoren, paziti, kaj obljubiš. Včasih v tistem želji, da bi ustregli vse, obljubimo preveč in potem ne zmoremo. Zmanjka kisika, zmanjka energije. Zato je zelo pomembno se naučiti tudi reči ne. To je pa mogoče nekaj najtežjega, sploh ko delaš z ljudmi. In imeti dober urnik, dobre časovnice, organizacijo svojega časa, ker v vsej tej podjetniški poti, samostojni poti, velikokrat potem pozabimo na druge segmente svojega življenja in smo na samo zaposleni, delavci, največ delamo in velikokrat se zgodi, da vsi drugi imajo koristi, sam pa na koncu delaš zato, da delaš, ne vem. Da je na koncu tako. Ja. Je kater projekt, ki vam je še posebej ostal v spominu, pri srcu? Kar veliko je takih projektov, mogoče en večjih je bil, ko sem še preko Kompasa delala srečanje upravnih enot iz cele Slovenije. Zdaj, na upravnih enotah so ljudje navajeni na red, na doslednost, na točnost. Tako vzela sem jih kot zelo zahtevne v dobrem smislu. Imeli smo ljudi iz cele Slovenije, se pravi okoli 1000 ljudi, za katere sem naredila, glede na to, iz katere smeri so prihajali, en kratek izlet, program, že na poti. Ob 12. pa smo se vsi zbrali na Otocu, imeli kosilo, piknik, druženje, igre, zabavni program. In to je bil mogoče tak najbolj kompleksen, največji projekt,
še po noči je celo dež padal, nismo vedeli, kaj bo, na koncu je bil sonček. Vsi so bili zadovoljni in dejansko resnično, to še včasih kar sama sebi ne verjamem, vsi so samo pohvalili in to se mi zdi največji tako in logistično, vsebinsko, na vseh področjih največji tak res kompleksen program. Saj sem jih delala zelo veliko, recimo tudi smo delali svetovno prvenstvo v karateju, VKC verzije, kjer je bilo 31 ekip iz 30 držav, ko je bil program res odličen in so me naslednje leto povabili v Miami v zahvalo, ker je bila tako dobra organizacija. Sicer sem imela tudi dobro, močno podporo, ampak vseeno, ko so me klicali iz Rusije, iz veleposlaništva, kdo organizira SP, Marjanca Trčina Rantič SP, kdo stoji za vami, a ste vi sami, a lahko damo vizo? Ja, lahko date vizo, vse to je res. Tako, še sama nisem dojemala, kakšno veliko stvar pravzaprav delam. Kako gre? Vam je na tej poti bilo kdajkoli kaj žal, da niste kaj uresničili, ste želeli? So ostale neuresničene želje? Kaj pa vem, vedno, ko gledaš nazaj, vidiš, da bi kje lahko naredil še boljše, še več, drugače, ampak danes z vsem tem svojim znanjem bi težko rekla, da mi je žal, sem samo hvaležna, ker vem, da sem se iz tega naučila. Tudi če sem šla kdaj po težji poti, sem pridobila več izkušenj, več znanja in na koncu samo pridobila. Sej včasih, ko je težko, ko je hudo, ko kaj ne gre, misliš, da se je cel svet podaril. Takrat se je treba nekako ustaviti, narediti korak nazaj in se vprašati, kaj se moram tukaj naučiti, kaj je tukaj dobrega zame, kam me to pelje, kaj mi to sporoča. In če to znamo, se hitro ta situacija razreši. Če pa se zakopljemo v tisto situacijo, pa zakaj, pa glih meni, pa kako se mi je to zgodilo, pa kako lahko tako, potem kopljemo tam noter in se luknja samo veča. Tako da je zelo pomembno, ko pridemo do izzivov, da se vprašamo, kam me to pelje, zakaj se mi to dogaja, kaj mi sporoča, kaj se moram naučiti, kje se moram izboljšati, kam, kako, zakaj in potem iti naprej. Ampak se mi zdi, da mi je to pa nekako že v meni, ta naravnanost, da vedno iščem rešitve, da imam fokus, kaj lahko, ampak ne, kaj ne morem. Kaj ne morete. Ja. Danes ste za naše gledalke in gledalce pripravili tudi eno lepo presenečenje in sicer eno tako čudovito nagrado. Ja, 22 let že delam en tak izlet v Dalmacijo. Dalmacija je vseeno eno tako moja destinacija, morje me tako odpira svet in izlet je vedno prvi vikend v oktobru. Rdeča nit je klapa in pa raziskovanje otoka, potem pa druženje, zabava in sprostitev, ker tega nam vsem manjka. In tudi letos, prvi vikend v oktobru, gremo na največji otok. Ne bom povedala, kateri je to, verjamem, da gledalci vajo. In rada bi enemu podarila brezplačno udeležbo. No, super, tako da naše gledalke in gledalci naj spremljajo naša družbena omrežja, ker tam bomo dali vsa navodila, kako do te čudovite nagrade. Torej, oktobra gre prvi vikend v oktobru, 3 dni, petek, sobota, nedelja. Tokrat gre z nami Klapa Lavanda, spoznali bomo kakšno klapo tudi na poti, glasbo raziskovali, otok in se imeli lepo. In bo eno tako lep čudovit spomin. Seveda mi v petkovem jutru pričakujemo potem kakšno fotografijo, da bomo tudi objavili, da smo nekoga zelo, zelo osrečili. Marjanca, nekako prihajava k zaključku najinega pogovora. Torej, na eni strani veliko dela, na drugi strani preživljanje prostega časa ob morju. Kaj vas še osrečuje vsak dan? Zagotovo imam sina in hčer in zdaj že 4 vnuke. In druženje z vnuki, to je nekaj najlepšega, kar se mi zdi, da ko se mi je rodil prvi vnuček, da sem dejansko takole pred sabo začutila ljubezen, da bi jo lahko prijela. In res bi rada zato tudi potepanje z babico, rada povabila babice, detke, tete, strica, očke, mamice, da preživijo čim več časa z otroki. Otroci sploh danes to potrebujejo in da gremo ven v naravo, da se otroci svobodno gibajo, da ne razmišljamo, si bojo strgali trenerko, zamazali hlače,
da plezajo po drevesu, skačajo, se igrajo v potoku, so na svežem zraku, ker se mi zdi, da je vse preveč danes otrok že nekako zaprtih ob telefonih. Vem, da to mora biti ob tablicah, računalnikih, vse to, ja, ampak z neko omejeno količino, da so premalo odzunaj in da smo vse preveč v skrbeh. Pazi, da ne boš padel, Mirkej, pa ne boš se omazal, in da otroci kar naprej toliko teh nejev dobijo. Poskušam nekako tudi pri sebi obuditi igrivost, biti igriva, se družiti z otroki, s tem ohranjam tudi svojo nekako energijo, ja, in to me osrečuje, to me veseli in bogati. Tako da veliko smo odzunaj, veliko se potepamo, igramo in družimo. In to je nekaj najlepšega. Tako nekako zaključujeva, mogoče še kakšna lepa sklepna misel za naše gledalke in gledalce? Dejansko začnite uživati. Tako lepa je in Slovenija in Borje, premalokrat pa ozavestimo to. Mogoče enkrat sem poleti prišla v Slovenijo, ponavadi po zimi, poleti je bilo na Korčuli vse zažgano, in takrat sem videla, kako lepa je naša Slovenija, kako je zelena, kako je lepo. In mislim, da nam kar manjka tega navdušenja, da pogledamo okoli sebe in da rečemo, joj, kako je lepo in kakšno srečo imamo, da živimo tukaj v tej naši lepi Sloveniji. Marjanca, jaz se vam zahvaljujem za obisk petkovega jutra. Seveda se slišiva oktobra, ko boste z našo gledalko ali gledalcem potovali in raziskovali Dalmacijo. Za danes hvala, vse dobro. Hvala tudi vam za povabilo. Se že veselim, pošljemo slikico za gotovo in upam, da bomo nekoga res osrečili s tola. Hvala lepa in lepo zdrav. Drage dame, spoštovani gospodje, mi pa gremo na napovednik dogodkov. Vabljeni na potovanje skozi različne dogodke tudi v mesecu maju. V petek 17. maja si lahko ogledate kratko lutkovno predstavo v deželi Kačariji v pokrajinskem salonu v Kočevju ali se udeležite 3. mednarodnega rokometnega turnirja veteranov in veteranov, ki bo potekal v športnem domu Dobova. Nedelja, 19. maj, bo v znamenju vinske vigredi v Metliki, ker se bodo dogajanja odvijale na različnih prizoriščih po Metliki. Če pa ste ljubitelj renesančne kulture, vas vabimo na renesančno sotesko, ki bo potekala na Hodičevem turnu v Soteski. Sreda 22. maja bo prinesla parado učenja z vodenim ogledom razstave Življenje družbene delavke v Mestnem muzeju Krško. Prav tako ste vabljeni na zaključek Župančičeve bralne značke v Črnomelj ali pa na uro pravljic in ustvarjalno delavnico v Ljudski knjižnici Metlika. Pridružite se nam in ustvarite nepozabne spomine ter doživite navdihujoče trenutke, ki vas bodo napolnili vaše dušo in srce majskega dogajanja. Drage dame, spoštovani gospodje, dobrodošli v zadnjem delu oddaje Petkovo jutro. Tudi danes smo za vas pripravili glasbeni izbor Petkovega jutra iz letošnjega leta, tako da se udobno namestite in uživajte ob nastopih naših glasbenih gostov. Rekli so, da si nevarna in da te spremlja slaba karma, da tvoje oči iz diamanta zmešale čisto vsakega so fanta. Rekli so, da si strupena, da vsak pred tabo pade na kolena. Danes se ne zapletam s tabo, ker srca lomiš za zabavo. A meni vseeno je, kaj pravijo, pa tudi oni bi, kar jaz imam z njo. Oni plesali z njo bi celo noč, pa samo meni dala je to moč. Zdaj vem, da nor sem na te, da bi ubijal za te. Baby, jaz nor sem na te, in vsak, ki pride blizu, naj ve, da nor sem na te. Baby, jaz nor sem na te, da bi ubijal za te. Baby,
In vsak, ki pride blizu, naj ve, da nor sem nate, da bi ubijal zate. Kaj vse ve Bog o nam? Bila sva srečna, bila sva večna in vse sva si priznala, drug se drugemu predala, kot tole mi dva sva znala. A jaz pozabil zdaj sem nase in več ne znam pogledat vase. A sva se izgubila in čez noč se odtujila, a vzela sva si krila. Danes spet sem se zlagal, da ne bom te več iskal. A jaz v drugih iščem tebe, ker vzela si del mene, vzela si ga le za sebe. Pusti mi spomin, naj ujame dušo, preden se utopim, naj objame vsako noč, ko sam zaspim, naj odnese bolečino, ko topim, pa daj vzemi vse, a pusti mi spomin, naj ujame dušo, preden se utopim, naj objame, ko bo šla in vzela pol srca, le pusti mi spomin. Oh no, naj objame, ko bo šla in vzela pol srca, le pusti mi spomin. Naj, na, na, naj, na, na, naj, na, na, naj, na, naj, na, naj, na, na. In greva 3, 4. Laj, na, na, naj, na, na, naj, na, na, naj, na, na, naj, na, naj, na, naj, na. Super. Noč je prebudila dan, majem se še od včeraj. Jaz brez tebe sem pijan, če bo šlo tako za zmeraj. Komaj čakam nov večer, ker zvečer se vino pije. Žalost me pusti prmer, solza se v vinu skrije. Naj tamburaši zaigrajo, mi posledi tvoj refren, prijatelji naj zarodo dajo, da bo manj siva ta jesen. Naj tamburaši zaigrajo, da vina solze utopim. Brez tebe nočem in ne znam, brez tebe nočem in ne znam ostati sam. In še enkrat, 3, 4. Slišim, da ti dobro gre, da si srečna poročena. Ti bila si mi vse, meni druga ne bo žena. Mandolina pa igra tiste tvoje melodije. Ne živim, odkar si šla, vsaka pesem me ubije. Naj tamburaši zaigrajo, mi posledi tvoj refren, prijatelji naj zarodo dajo, da bo manj siva ta jesen. Naj tamburaši zaigrajo, da vina solze utopim. Brez tebe nočem in ne znam,
brez tebe nočem in ne znam ostati sam. Naj tamburaši zaigrajo, mi poslednji tvoj refren, prijatelji naj za rondo dajo, da bo manj siva ta jesen. Naj tamburaši zaigrajo, da vina solzem utopi. Brez tebe nočem in ne znam, brez tebe nočem in ne znam ostati sam. Naj, na, 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 na. Ostati sam. Naj, na, 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 na. Ostati sam. Na, 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 na. Ostati sam. Na, 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 na. Naj tamburaši, da mi ja na tebi zaigrajo. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Povsod sem bil čisto sam, pot za kruhom vodi vedno druga. Prevozil sem tisoč cest, videl blišči mi do tujih mest. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo, tako me gane, da lahko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem Tukaj doma. Čudovito. Tukaj doma. Pil sem pesmi in lagal, tuje ženske v zvezdniku val. Iskal sem dom, to da zaman. Srcu je le tisti, ki ga pozna. Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Savo, tako me gane, da lahko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem Tukaj doma. Tukaj doma. Doma rojaku stisnem raka in mi reče, nisi sam, ti si naš in mi smo tvoji. Ne hodi več drugam, ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane. Tu imam ljubezen, tukaj sem doma. Pogled na Krko, tako me gane, da lahko zarosi in v hribe ujame. Solza pravi srcu, da sem tukaj doma.
le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Lutnja je ubita, ugasnil je čas. Ogenj je izgubil svoj jarki obraz. Strmo, uporno gre trpkimi, v srca se useda, neba ni nikjer. Takrat zaihtiš za tisoče ljudi. Takrat zaihtiš in to še nisi ti. Vate pride drobna, drobna ptica in ona bridko žalost vabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Spominjanje je trudno, današnji dan boleč. V mislih, kaj še pride, je več kot odveč. Tesnoba je povsod, kjerkoli vase odreš, in najbrž si nikoli do kraja ne prispeš. In ihtiš za tisoče ljudi. Ihtiš in to si tudi ti. Vate prišla je drobna, drobna ptica in ona bridko žalost zvabi ti na lica. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Kaj jo je prignalo, odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka. Odkot je le prišla, čisto noter vate jokat lastovka.
The skies above are blue. My heart was wrapped in clover. The night I looked at you, oh yeah, yeah, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. Well, I found the thrill to press my cheek to, a thrill that I never know. Oh, yeah, yeah, you smile, you smile. Oh, and then the spell was cast. And here we are in heaven. For you are mine at last. Oh yeah, at last. Oh yeah, at last. Njen stari je pa zih astronaut. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Gledamo si zvezdo noči, boke in gor, ah, dol od oči. Diva in pol, kot Jennifer Love, za njo bi lagal, njo bi belo domov. Noro, noro, noro mi dogaja to noč, pejva, mala pejva, sama tja nekam proč. Pogleda zamišiš, ubijaš, ko molčiš, dal ti bom vse, kar si želiš. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Aj, 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 ona je raketa, oj, oj, oj. Odštevam do poleta, ukradla je šov, za njo bi lagal. Baby, let's go, greva k meni domov. Spije pa gre, sobo 102, pade i džins, kar pade dol z nje. Steveja kriči, ACDC, do konca na glas, da ne zvejo vsi. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Noro, noro, noro mi dogaja to noč. Šla je mala z mano, šla po prvo pomoč. Pogledaš, zamišiš, ubijaš, ko molčiš. Dejam, da vse, kar si želiš. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona hoče zdaj in to je meni okej. Ona je raketa, oh, oh, oh. Odštevam do poleta, gor v nebo. In že vrti DJ, dogaja na replay. Ona
Ona ljubi pomaranče, všeč mi je, ko pleše gola, ko natoči mi šampanjec. Noč je mlada, noč je nora, z njo dogaja mi, svet še videl ni. Kaj mi dela, meša se mi, hodim ven na zrak, čakam kot bedak, da me pogleda, ni mi pomoči. Nor sem na njo, to je to, to je to. Nor sem na njo, to je to. Ona ljubi pomaranče, všeč mi je, ko pleše gola, ko natoči mi šampanjec. Noč je mlada, noč je nora, daj bolj na glas. Ni grmenje to, kar sliši se, to lomi se zaljubljeno srce. Ob njej ne štekam kraja, ne časa, živim lahko samo od ananasa. Ker po ananasu sladek bom zelo, po ananasu sladek bom zelo, po ananasu sladek bom zelo, ker po ananasu. Ona ljubi pomaranče, všeč mi je, ko pleše gola, ko natoči mi šampanjec. Noč je mlada, noč je nora, ona ljubi pomaranče, všeč mi je, ko pleše gola, ko natoči mi šampanjec. Noč je mlada, noč je nora, daj bolj na glas. Všeč mi je, ko pleše gola, ko natoči mi šampanjec. Noč je mlada, noč je nora, ona ljubi pomaranče. Všeč mi je, ko pleše gola, ko natoči mi šampanjec. Noč je mlada, noč je nora. Zelena je,
Drage dame, spoštovani gospodje, hvala, da ste nas spremljali v petkovem jutru. Želimo vam prijeten konec tedna, uživajte v vikendu in seveda do prihodnjega petka. Vse lepo in vse dobro.